služba moja odklopov in kurjenja, pa gremo mi do enega velikega človeka. Ja, on je po mojem ekspertnem mnenju eden najboljših, če ne najboljši slovenski režiser videospotov, ki je pa hkrati tudi vrhunski režiser TV serij, v eni sem celo jaz igral, po novem in tudi malo po starem snema filme. In najnovejši film, ki ga je posneje dokumentarni V stoletju sanje, naslov, če se ne motim, gre pa o izumitelju Petru Florjančiču in s tem filmom je on naredil po celem svetu totalni rastor. Tudi o tem bomo danes govorila. On je človek, ki ima tudi svojo skupino z naslovom Lusterdam, skratka univerzalen možak, poročen že 18-tič, verjetno tudi ločen že 19-krat, o tem tudi z njim malce več, skratka. Dame in gospodje, v izjemno čas mi je, da lahko pozdravim, bom rekel, legendo slovenske režije, enega in edinega, Vena Jemeršiča. Ven, ali se vidva, slišiva in vidiva? Ga imamo? Nimamo ga še! Ja, ne morem verjeti. Nič, režija, pol pa dajmo zavrteti videospot njegove skupine Lusterdam, potem pa pridemo nazaj, pa ga upam, da dobimo na zvezo. Pa dajmo danes kontra narediti. Nič za to. Torej, Lusterdam, potem pa upam, da Ven Jemeršič z nami po Skypu. Zdaj pa jaz upam, da bo tole delovalo in da je Ven na naši zvezi prej odneslo nekam, očitno tehnika je malo zatajila in to pri takmu mojstru, ne? Jaz bom klimo ugasnil, evo. Ven, a se zdaj midva slišiva in vidiva? Slišiva in vidiva, končno je istok. Pogrešal sem te že. Kaj se je zgodilo prej? A si slišal, kak sem te napovedal pompozno in ti si verjetno vse zamudil, predvidevam? Vse sem zamudil, ampak verjamem, da me vedno pompozno napoveš, tako da upam, da tudi tokrat. Ko bo ponovitev v ponedeljek zjutraj si ponovno ogledal, pa bom dal na internet, ko se bo oddaja odvrtela, ker ta uvod je tako dober, da upam, da me boš na pogrebu najel za govor. Na to sem računal, ne? Ven, prvo vprašanje, da nama ne zmanjka časa. Tvoj najnovejši projekt V stoletju sanj, film izumitelja Petra Florjančiča, ki mislim, da je star že skoraj 100 let, namreč Peter, ne film, je po svetu pobral nebroj takšnih in drugačnih nagrad, ti si ga režiral, daj mi povej, kako si se lotil tega, zakaj sploh gre in ali si pričakoval tako fenomenalen odziv? Film govori o Petru Florjančiču, inovatorju, ki je star že 101 leto, natanko. In zgleda, sicer so mu napovedali, da bo živel 99 let, ampak Peter se ne da. Je neverjeten in kar še dalje koplje. In v svojem življenju je uspešno naredil čez 400 patentov, med katerimi je veliko takšnih, ko jih pač koristimo še danes. In jaz sem bil takoj fasciniran, ko sem spoznal tega človeka približno leta 2015. In takrat sva se nekako odločila, da bova delala ta njegov portret o njemu. Seveda Peter je imel idejo, da dajmo posneti celovečerni film, ali tudi nadaljevanko, kar je seveda bilo pač nemogoče, pristali smo na dokumentarnem filmu. In kaj vse je ta film osvojil? Ker vem, da si vsake 14 dni na Facebooku objaviš novo nagrado iz sveta. Ja, film je trenutno bil prikazan na 23 mednarodnih festivalih. Osvojil je pa 5 nagrad, in sicer v Londonu, na IFI, v Peruju, Inca Imperial International Festival, v Barceloni smo dobili tudi nagrado za najboljši dokumentarec, v Moskvi, na Moskva Film Partiju, in v Čileju, South Film Academy International Film Festival. Obstaja varianta, da ga spraviš med nominirance za Oskarja?
Ne, to je film Stoletji sanje, majhen film, ki smo ga tudi naredili z zelo majhnimi sredstvi, govori pa o velikem človeku in to je zgodba, ki prav vsakemu nekako pride do srca, tako da ne, do Oscara ne, smo že v bistvu dosegli to nekako, kar smo hoteli. Lej, vem, ti si tudi režiser številnih televizijskih serij in reklam, da o videospotih niti ne govorim, a to sem vse v uvodu povedal, pa si vse zamudil, tako sploh ne bom ponavljal se več, ker dem za ušesa, ko te vidim. Ampak, če gremo na serijo Da, dragi, da, draga, kjer si tudi meni zaupal vlogo policaja takrat, jaz sem si to zdaj ugledal po mnogih časih, ker so ponavljali zadnjič, imel sem 25 kil več kot zdaj, sem se prav zredil za to vlogo, tako Stallone v filmu Copland in sem brke si pustil takrat. Dej povej, kako si bil zadovoljen ti takrat z mano, ker sem se res raziskoval, sem tudi šel sem med prave policaje, prav uživel sem se v vlogo, sem se izkazal. Glej, videl se je, da si en mesec živel na policijski postaji tam v Celju, to se takoj dalo opaziti, Glej, jaz sem v bistvu tebe še nikoli nisem prej videl v eni takšni vlogi, vsekakor mi je pa bilo zanimivo, da smo te povabili, dobro si se odrezal skupaj z Nino Valič, ki je s tabo bila policistka. Kaj ne rečem, blestev si in to sigurno ni zadnjič, ko bova sodelovala. Vem, da te vprašam, preden nama zmanjka časa, posnel si nebroj videospotov. Če bi izpostavil 3, na katere si najbolj ponosen, je to možno ali je to nemogoče? Zadnjič si mi tudi podaril svoj DVD, kjer je zbrana ta tvoja kompletna diskografija, ali kak ne rečem, in jih je res, koliko spotov je vsega skupno? Pa ne vem, nekaj čez 200 spotov, pa nekaj čez 600 reklamnih oglasov. Bi lahko izpostavil, ali je to nemogoče, ali so ti vsi enako ljubi? Pa težko je, mislim, izvajalci, za katere sem zelo rad delal, so bili vsekakor Magnifico. Njemu sem posnel ogromno spotov, Here Come, Here Go je en tak, pri katerem smo se imeli zelo fajn zabavali, tudi Silvija. Bigfoot Mama, ogromno spotov, ki sem delal za njih, so mi bili zelo pri srcu. Eden mogoče od tega nekaj sladkega, tam je še posebej. To so pač izvajalci, ki so vedno dovolili, da se odprem in da posnamem to, kar si jaz nekako želim, in to je za režiserja vedno dobrodošlo. Ob koncu tvoja skupina Lusterdam, katere spot smo že videli, ponovadi obrnemo zadevo, je najprej gost, pa potem spot, ampak ti si pač posebnež in smo naredili najprej spot, pa potem gosta. Kako ti gre pa kaj s to skupino? Si zadovoljen? Ti si tam, kaj si basist si v tej skupini, ne? Tako je. Vsi člani skupine smo nekako v filmskih vodah. Imamo lučkara, imamo tonca, imamo montažera, režisera, vsi smo na kupu, tako da smo se pa seveda našli tudi kot band, delamo že 4 leta. V teh 4 letih smo v bistvu naredili 4 videospote in naredili smo pa tudi več singlov, ampak 4 singli so bili tudi popevka tedna na Valu 202. Vem, prišla smo čisto na konec, torej samo še posloviti se moramo tebe in ti zaželeti, da bi tvoj nov zakon zdržal do konca, torej da ne boš tako kot Lado Leskovar, ki se je 4-krat ločil in 6-krat poročil. Ostani zdaj pri tej številki, ne pretiravaj. In kaj ti ne rečem, upam, da se kmalu vidiva, da kaj skupaj narediva, ostani kul še naprej in rej, rad te imam, to pa itak veš, ne? Pravijo, da v tretje gre rado, tako da upam. Bravo, lepo zdrav, čau, mi skočimo v reklame in pridemo nazaj.